Vrnimo se v Združene države Amerike, kjer je največ okuženih in umrlih zaradi novega koronavirusa. A ljudje v številnih mestih so se odločili, da ne bodo upoštevali navodil, naj ostanejo doma, ampak so se odpravili protestirati na ulice. Zelo jih je razjezilo, ko je v mestu Minneapolis policist med aretacijo ubil temnopoltega človeka. Zaradi tega tudi v številnih drugih mestih po svetu ljudje protestirajo in zahtevajo enakopravnost. V večini zveznih držav Združenih držav Amerike glasno protestira veliko ljudi. Na ulice so se podali, ker je policist med aretacijo ubil 46-letnega temnopoltega Georgea Floyda. Protestniki opozarjajo na rasizem in diskriminacijo, ki se dogaja temnopoltim. Rasizem je prepričanje, da je nekdo zaradi svoje barve kože vreden manj ali več in zato upravičen do drugačne obravnave. V ZDA je bil rasizem v preteklosti tudi uzakonjen. Temnopolti otroci v ZDA do 60 let 20. stoletja niso smeli hoditi v šole skupaj z belopoltimi. Na avtobusih so temnopolti lahko sedeli le na zadnjih sedežih. Poleg tega niso imeli volilne pravice. Šele sredi 60. let so v tej državi sprejeli zakon o državljanskih pravicah. Od takrat so vsi državljani ZDA pred zakonom sicer enaki, a so temnopolti kljub temu še vedno pogosto deležni drugačne obravnave, tudi policijske. Zato kljub policijski uri, po kateri je gibanje in zbiranje prebivalstva na javnih prostorih zdaj prepovedano, ljudje protestirajo. Ponekod so protesti mirni, druge protestniki zažigajo avtomobile, uničujejo ulice, nekateri celo ropajo trgovine. Tudi policija je marsikje do njih in celo do predstavnikov medijev nasilna. Uporablja palice, solzivec in gumijaste naboje. Ponekod ji pomaga tudi nacionalna garda. To je rezervna vojska, ki so jo oblasti vpoklicale, da bi pomagala pri obnovitvi miru.